Denar ima več teh osnovnih funkcij, omogoča menjavo. Zdaj, druga funkcija je hranilec vrednosti. Ko jaz dobim denar, ga lahko za nekaj časa dam v žep, ali pa pod žimnico in se porabim ta denar šele čez nekaj časa. Denar ima recimo tudi funkcijo enote vrednosti. Recimo, eno strižne je vredno 20 evrov. Ampak zdaj denar kot hranilec vrednosti, na strani od Evropske centralne banke sem prebrala, da večina 50-evrskih in večjih bankovcev ljudje hranimo doma. Kako varčujemo? Varčujemo na zelo različne načine. Pravzaprav, če tako razmišljamo, večina varčevanja je prisilnega. Starši naših gledalcev recimo so šli nekoč na banko, vzeli hipotekarni kredit, zato da so kupili stanovanje ali pa zgradili hišo. Vsi si rečeš, kaj zdaj sem potrošil, ampak potem moram toliko časa varčevati, toliko manj porabiti sproti, zato da odplačam ta kredit. Tako zelo velika večina tega varčevanja je prisilnega. Drugače pa pri nas še vedno, največji del v Sloveniji varčevanja je v obliki bančnih depozitov, če seveda odštejemo te naložbe v nepremičnine ali pa kakšne vrednejše premičnine. Veliko se govori tudi o tem, da bomo postali brezgotovinska družba. Ampak še vseeno, v letu 2016 je 8 od 10 transakcij bilo z gotovino. Vedno več je tudi mobilnih denarnic, pa tudi na Švedskem so začeli bankomate ukinjati. A bo gotovina obstala, ali se o tem lahko samo sprašujemo? Ali bomo zdaj res samo v mislih preštevali denar? To je tudi zelo odvisno od kulture. Rečemo, tudi znotraj evroobmočja so zelo velike razlike med državami, ki uporabljajo več gotovine, ki uporabljajo manj gotovine. Slovenija, kar se tega tiče, nekje na sredini. Švedska praktično je že zelo brezgotovinska država. Že nekaj let nazaj, ko sem bil na Švedskem, jaz običajno, ko grem v kakšno državo, kjer uporabljajo drugo valuto kot evro, imam tisto navado, na letališču grem na bankomat pa dvignem neke gotovine, že zato, da jo imam. In na Švedskem mi v enem tednu ni uspelo porabiti tistih 50 kron, kolikor sem dvignil. Zato, da kamorkoli sem prišel in poskušal plačati z denarjem, so me debelo gledali, kaj zdaj ta hoče, in se že malo začel počutiti kot en kriminalc, zakaj je zdaj tle z gotovino okrog hodem. Tako da sem skozi uporabljal kartico in sem na koncu uspel uporabiti tisto gotovino šele nazaj glede na letališču, ko sem rekel, evo, zdaj pa jaz to porabil, kaj pa čem s temi kronami. Tako da Švedska dosti resno razmišlja o tem, da bi ukinila gotovino. Zdaj, kar nekaj gotovine recimo se dejansko uporablja za nelegalne dejavnosti in tako naprej. Sploh veliki bankovci, zato recimo tudi Evropska centralna banka se je odločila, da recimo največje bankovce za 500 evrov potegne ven iz obtoka, zato so ugotovili, da bankovci za 500 evrov se praktično v celoti uporabljajo za nelegalne aktivnosti. Premikamo se k temu, k brezgotovinski družbi, tudi če dalje več je teh možnosti, pojavljajo so se brezstične kartice, zdaj mogoče kdo že ima tudi tak telefon, ki omogoča brezstično poslovanje. In seveda te stvari postajajo tako praktične, je pa to res kulturna stvar. Že Francija je precej bolj gotovinska. Bistveno manj trgovcev recimo sprejema kartice in tako naprej in dejansko želijo gotovino. Kdaj se lahko denar tiska, kdaj Evropska centralna banka natisne denar? Večina denarja, ki ga izda centralna banka, pravzaprav niti ni izdanga kot bankovca. Večina denarja se izdaja tako, da centralna banka posodi poslovnim bankam denar. Tako da tudi večina denarja, ki ga izdajajo banke, obstaja samo kot elektronski zapisi nekje v neki bazi podatkov. Centralne banke drugače imajo zelo natančne pravila o tem, kdaj in kako se izdaja ta denar, pri tem sledijo določenim ciljem. Centralna banka lahko ima več ciljev. Eden od ciljev je, prej smo govorili o inflaciji, ohranjanje neke ciljne stopnje inflacije. Tudi Evropska centralna banka v glavnem cilja na to, da bi to držala. Druga centralne banke skrbijo tudi za to, da je gospodarska aktivnost primerna. Recimo, ko je bila gospodarska kriza, 10 let tega, so centralne banke izdale velike količine denarja. Takrat se je to, če boste kdaj slišali, izraz je bil kvantitativno popuščanje, kar enostavno pomeni, so na trg metali ogromne količine denarja. Zdaj, koliko denarja je pravzaprav v obtoku, potem še odvisno od vrste drugih dejavnikov. Ne nazadnje od tega, koliko ljudje varčujejo, se pravi, koliko denarja imajo na banki, ker poslovna banka, ne centralna, ampak poslovna banka, kot recimo Nova Ljubljanska banka, za vsak evro, ki ga mi prinesemo not, lahko izda več evrov kreditov. Se pravi, tudi poslovne banke na nek način izdajajo denar. Znanost o tem, koliko denarja je v obtoku, je izjemno kompleksna in uravnavanje tega je zelo, zelo težka naloga, zato so na centralnih bankah
res hudi strokovnjaki, ne, in še njim ne uspeva vedno točno tako, kot so si zamislili. Pa mi do zdaj ne bova preštela vsega denarja tega sveta. Tega mislim, da pa nihče ne more. Denar lahko podedujemo, a tudi podedujemo lahko dolg. Tudi dolg se da podedovati, seveda. Zato se velikokrat dogaja, ne, da če nekdo sumi, ne, da bo dedoval po nekom, ne, ki ima več dolga kot premoženja, ne, se že preventivno odpove dedovanju. Ne, tako da tudi to se seveda dogaja. Ne. V tem primeru seveda dolg tega, ne, ki nima dedičev, ne, ker so se vsi odpovedali, seveda pade na državo in s tem na vse davkoplačevalce. Najlepša hvala. Nadaljujeva na YouTubu. Vi pa nam od spod napište, kaj bi si kupili, če bi imeli ali tiskarno denarja, ali pa če bi ga ful podedovali.